25. marca 2014 je v dopoldanskih urah v prostorih konjiške občine potekal sosvet za varnost. Namenjen je letnemu obveščanju policijske postaje Slovenske Konjice na območju konjiške občine za leto 2013. Predstavljena so bila področja kriminalitete, javnega reda in miru ter prometa. Na območju občine Slovenske Konjice so v letu 2013 obravnavali slabih 21% manj kaznivih dejanj kot lani. Delež obravnavanih kaznivih dejanj znaša 71,74% vseh obravnavanih kaznivih dejanj policijske postaje. Porast beležijo pri kaznivih dejanjih zoper človekove pravice in svoboščine, kaznivih dejanjih zoper delovno razmerje in socialno varnost in kaznivih dejanjih zoper pravni promet. Obravnavali so manj tatvin in več velikih tatvin, vlomov. Zgodilo se je tudi 13 kaznivih dejanj nasilja v družini in tudi ukrepali s prepovedmi približevanja pri vseh 13 obravnavah. Velika problematika je tudi na počivališču Tepanje, smer Maribor-Celje, kjer je bilo lani 131 kaznivih dejanj, in sicer 54 tatvin oziroma goljufij bencina, 37 drznih tatvin, 31 tatvin goriva iz tovornih vozil, 6 tatvin, 1 zatajitev in 1 goljufija pri menjavi denarja in 1 ponarejanje denarja. Zaradi vseh teh razlogov so patrulje v nočnem času opravljale redno kontrolo na tem območju. Na področju kriminalitete so zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane Slovenskih Konjic. Na področju kršitev javnega reda je bilo obravnavanih 22% manj kot v enakem obdobju leta 2012, kršitev zakona o varstvu javnega reda je bilo manj za 16%, kršitev drugih predpisov o javnem redu pa za 36,5% manj. V sklopu svojih aktivnosti so opravili še varovanja prireditev in javnih shodov in nadzora nad zasebnimi varnostnimi službami. Na področju cestnega prometa je bila prometna varnost v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ugodnejša, bilo je manj prometnih nesreč za 16,3%, v katerih je bilo udeleženih 17,6% manj oseb kot leta 2012. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran vožnje, nepravilni premiki z vozilom, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilno prehitevanje in neustrezna varnostna razdalja. Število ukrepov zaradi kršitev hitrosti je večje kot v primerljivem obdobju za leto nazaj, policisti pa so odredili za 35,8% več preizkusov alkoholiziranosti in odrejenih je bilo manj strokovnih pregledov zaradi alkohola in prepovedanih drog. Me pa bolj še ena stvar zanima, kakšna je situacija na področju drog? Jaz vidim te številke, ampak statistika je eno, realno stanje pa drugo, to me bolj skrbi. Koliko lahko uspete, koliko uspete v svojem rednem nadzoru ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja? Glede droge, ja, tako sem rekel, eno kaznivo dejanje smo v lanskem letu, pa 18 prekrškov. V letu 2012 je bilo pa 4 taki prekrški, oziroma 4 kaznive dejanja po 20 prekrškov. Mi vemo, da je droge veliko, da tudi mi, kar malo naredimo v tej problematiki, vemo, da se dogaja marsikaj, samo brez nekih kvalitetnih informacij, pa nekih takih 100% informacij, pa mi nič ne moramo, ne. Ljudje marsikaj vejo, ne, marsikaj vidijo, ampak večinoma se to, ne, vse skupaj za sebe držijo, ali pa če do nečesa pride, pol pa ja, pa je to takrat bilo tak, pa je on. Problem je, ne. Niso kvalitetne podatke, ja. Vse je pa dejstvo, da tudi v prejšnjem tednu smo imeli 2 taka postrejna nadzora, to je lastna nadzora, da smo imeli sami rekli tiste točke, kjer naj bi prihajalo do uživanja teh drog, da sta v obeh nadzorih sta bila 2 zasega drog, ne, prepovedanih. Tada droge je, ne. Te hvale številke so pa male, ne. Zato je. Tisto je. Kakve informacije so tiste, ki bi vam prišle pravi? Informacije, mi dobimo več različnih informacij, ne. Zdaj nekatere so malo bolj kvalitetne, nekatere malo manj kvalitetne. Tiste poskusimo preveriti vse informacije, ne. Ampak, čisto konkretno, za naprimer pridobitev neke odredbe za hišno preiskavo,
pač standardi so standardi, ki jih ima tožilstvo, pa konec koncev sodišče, ki jih izdalo zredno, so zelo visoki, ne? In zelo težko mi prijemo, samo na podlagi informacij. Mi dejansko rabimo nekoga, ki bo stal za to zadevo človeka, pa povedal, ja, videl sem, da ima on doma to, ali pa on ima na balkonu to, pa to zadevo, ne. Noben se ne želi izpostavljati, ne. Čisak, če zdaj potegnem črto, ne. Hvala lepa, potem lahko gremo na drugo točko dnevnega reda, in sicer načrt dela policijske postaje Slovenske policije za leto 2014. Ja, tudi vsako leto si pripravimo določen načrt, si začrtamo naloge, katere bomo izvajali v prihodnem letu, oziroma konkretno zdaj leto 2014. Te naloge so usklajene z načrtom, ki ga je pripravila Generalna policijska uprava, sedežem v Ljubljani, in pa z načrtom policijske uprave Celje, torej, pod katerim mi spadamo, naša policijska postaja. Tu imamo mi zdaj 7 takih ciljev, strateških ciljev, jaz sem te cilje preletel, katere naloge, tiste najbolj zanimive, tudi omenil. Zdaj, prvi tak strateški cilj je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Prva naloga je izboljšanje preiskovanja zahtevnejših in hujših kaznivih dejanj splošne kriminalitete. Tu so predvsem razni vlomi, tatvine, tisto, kar je najbolj moteče za ljudi. Potem je zdaj druga naloga, preprečevanje dejavnosti mobilnih organiziranih kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjske kazniva dejanja. Tu so mišljeni razni vlomi, ki jih izvršujejo predvsem osebe, združbe, kriminalne iz drugih območij. Mišljeni so mogoče tudi tujci, ki izvršujejo kazniva dejanja na počivališčih. Potem so tu povečanje aktivnosti policije na področju nasilja v družini, spolnih zlorab otrok, otroške pornografije ter kaznivih dejanj, katerih žrtve so otroci in mladoletniki, potem odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete, kar je ena taka poglavitna naloga celotne policije slovenske. Potem je zmanjšanje ponudbe prepojene drog, ki vključuje preprečevanje, onemogočenje in razbijanje zlasti organizirane kriminalitete povezane z drogami. To je potem še odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v avtocestnih počivališčih, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj krivolova, in sedno mogoče Pohorja, pa izboljšanje kakovosti dela policistov pri kriminalistično-tehničnih pravilih, torej ugledih krajev kaznivih dejanj, torej izobraziti, usposobiti policistov, da bodo še bolj kvalitetni te pogledi. Potem drugi strateški cilj je vzdrževanje javnega reda. Prva naloga je ugotavljanje vzrokov in pa predlogov za preprečevanje kršitev javnih zbiranjih, izdelava pregledov z področja nasilja v družini, aktivnosti za preprečevanje organiziranih oblik nasilja, aktivnosti za preprečevanje kršitev v zvezi akcije Dealer, to je, kot že ime pove, glede iskanja prepovedanih drog, in pa v zvezi akcije Iskalec, glede iskanja orožja, pa delo med letno in pa zimsko turistično sezono na klimatsko-turističnem centru Rogla. Tretji cilj je strateški cilj zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, je nasplošno večja skrb za prometno varnost na območju policijske postaje Slovenske Konjice. Četrti strateški cilj so vzdrževanje varnosti državne in zunanje meje Evropske unije ter preprečevanje nezakonitih migracij. Zdaj mi državne meje ne pokrijamo, imamo pa kar dosti opravka s tujci, to je pa izvedbo nadzorov nad nedovoljenim prebivanjem tujcev ter izvedbo učinkovitih ukrepov proti zlorabam dovoljenj za prebivanje. Potem peti strateški cilj je vzpostavitev soodgovornosti za zagotavljanje varnosti z lokalnimi skupnostmi. Tu so dvig usposobljenosti vseh policistov za upravljanje policijskega dela skupnosti, izboljšanje sodelovanja s predstavniki lokalnih skupnosti in občinskih redarstev. Mislim, da tudi kar poteka vredno. Potem je šesti cilj vodenje in upravljanje policije, ki omogoča učinkovito organizacijo dela, učinkovita raba materialnih sredstev in drugih resursov, to zdaj govorim za policijsko postajo Konjice, pa izboljšanje kakovosti reševanja prekrškovnih zadev. Kot druga naloga, sedmi cilj je pa krepitev ugleda policije. To je pa strokovno, zakonito in učinkovito izvajanje pooblastil ter ohranitev dobrega javnega mnenja o delu policije. To je teh 7 ciljev usklajenih, se rekel, z Generalno policijsko upravo, s policijsko upravo Celju.
Je pa tako, da v tem načrtu dela so tako konec koncev zajete vse naloge, ki jih policija opravlja. Vsako leto pozvajo občine na območju policijske postaje Konjice, da dajo kakšne konkretne predloge. Se pravi, nekih konkretnih predlogov zaenkrat nismo dobili, ne zdaj samo z vaše strani občine Konjice, tudi z drugih občin, ker mislim, da tako tu noter so večinoma zajete vse naloge. Potem, to je tisto vodilo, v bistvu, katerem mi pa delamo do konca leta 2014.